Pozdravljeni, otroci! Dober večer! V naši redni rubriki, kjer vam veliki robi in mali trobi pojeva pesmice in bereva pravljice, se bomo danes pogovarjali o korupciji v gospodarstvu in državnih podjetjih. Joj, no pa to pa zveli tako zelo dolgočasno. A mi ne bi naj povedal ene pravljice? Bi res rad slišal pravljico, mali trobi? Potem pa ti danes povem eno prav posebno. Naslov je Rokec in trije Darsovčki. Ne pridi pravljica. Za 9 izvozi in 3 predore skozi je živel en fičfirič, ki mu ime je Rok, nič. Po poklicu je vratar, a dišal mu je denar. Rajši kot vse deserte, Rok imel je rad kuverte. Sive, modre, bele, samo da so debele in da pridejo že dans, kar uradno je avans. Rokec bil čarovnik je, enkrat imel je hkrati na računu čisto nič in v garaži Maserati. Rokcu pa najbolj pomembni so prijatelji. To bili so 3 prav prisrčni Darsovčki. Skupaj so se igrali z avtočki in kamioni, skupaj so za dobre posle stali v koloni, zjutraj so pobirali vinjete in cestnine in popoldan še prejemali so podkupnine. A nekega dne prišel je sodni opomin in vsem 3 Darsovčkom zbrisal je spomin. Gorje in groza je doletela Rokeca. Nihče od Darsovčkov ga več ne prepozna. Ne spomnijo se nič od poslov in od avtocest. Hudobni opomin je sčistil jim spomin in vest. Rokec zdaj je žalosten in srčno si želi, da te 3 Darsovčki bi se ga spomnili. Včasih so ga imeli radi kakor brata, zdaj pa oni njemu so pokazali vrata. Neutolažljivi Rok želi nazaj spomine, krokodilje solze briše skupi gotovine. Ko ena vrata se zaprejo, se odprejo druga in za njimi že sodnik z obsodbami mu žuga. A Roka roko umije, kamor že ga vodi pot, miren je, ker ve, da ima prijatelje povsod. Rokec krasen fantje, ki vsak ga hitro mara, prijateljstva se res ne kupi, se ga pa zaara.